Lepo pozdravljeni v podcastu Misija kakovost, v katerem bomo s sogovornicami in sogovorniki iz različnih vzgojno-izobraževalnih ustanov govorili o tem, kako lahko izboljšanju šolskih politik, kakovosti učenja in poučevanja v šolskem prostoru ter vzdušja na šoli pripomore tudi proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Da ta proces ni le modno priporočilo ali sistemska prisila, temveč profesionalna potreba vseh, ki se z izobraževanjem ukvarjajo, dokazujejo tudi naši sogovorniki. Prva izmed njih je Simona Črep, ravnateljica Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije iz Šolskega centra Celje, s katero bova govorili o zasledovanju kakovosti pri njenem delu in delovanju šole ter o samoevalvaciji, obliki notranje evalvacije, ki pomeni sprotno spremljanje in končno vrednotenje doseganja zastavljenih razvojnih in prednostnih ciljev šole v določenem obdobju. Konkretno torej in iz prve roke izvemo več. Simona Črep, dobrodošli. Lep pozdrav vsem in seveda mi je veliko čast, da smem danes biti tukaj in predstaviti delček našega delovanja skozi leta na področju celovitega vodenja kakovosti. Je torej proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah modno priporočilo, je sistemska prisila ali lahko postane tudi samoumeven in pomemben del delovanja šole? Zagotovo. Sama pravim, da brez kakovosti seveda ni vzgojno-izobraževalnega procesa. Tudi v preteklosti je bilo tako. Pa vendarle, ko govorimo nekako o vzpostavitvi tega celovitega vodenja kakovosti, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, je res pomembno samo to, da pristopamo sistematično, načrtno in celovito nekako k izboljšanju delovanja šole, da na ta način pridobimo neke podatke, ki nam lahko pomagajo pri morebitnih izboljšavah in da tudi nekako bolje razumemo, vidimo učenje in poučevanje in seveda v svojem delu tudi seznanjamo starše in druge deležnike v vzgojno-izobraževalnem procesu. Vi imate ta proces že zelo urejen, napreden bi lahko rekli, ne? Ampak kako je bilo na začetku? S kakšnimi izzivi ste se soočali pred več kot 25 leti, ko še niste bili ravnateljica, ampak ena prvih profesoric na šoli, ki se je začela ukvarjati s kakovostjo, zagotavljanja kakovosti na šoli? Tako je. Na tej šoli, na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije sem 27 let. Zdaj sem ravnateljica 8 leto. Se pravi, ves čas nekako bolj ali manj svojega delovanja tukaj pri nas, kjer smo zelo raznoliki, dijaki so zelo raznoliki, imamo veliko različnih programov, sem pa se ukvarjala s kakovostjo. In seveda tudi mi smo se na začetku, vedno govorim mi, zato ker nikoli ni posameznik tisti, ki gradi sistem kakovosti, so pa posamezniki tisti, ki so gonilna sila povsod in vedno v organizacijah. In tako smo se tudi mi takrat, nekje leta 2005, ko smo prve korake delali na področju vzpostavljanja sistema kakovosti, seveda spraševali, kaj je kakovost, zakaj se sploh ukvarjati s kakovostjo, kaj s kakovostjo pridobimo, kaj izgubimo, kakšna je definicija kakovostne šole. In smo seveda ugotovili, da če se bomo načrtno začeli ukvarjati, samo v tem smo videli tisto največjo prednost takrat, da bomo na daljši rok zagotovo vsi pridobili. Zaposleni bodo bolj zadovoljni, dijaki bodo več znali, prav tako bodo starši bolj zadovoljni, posledično delodajalci, namreč prihajam strokovne in poklicne šole, kjer so pomembni, torej partnerji tudi delodajalci. Seveda to pomeni precejšnje delo na začetku, pomeni dodaten napor, ampak na dolgi rok pa veliko pridobitev. Mi smo namreč usmerjeni v odličnost in zagotovo seveda so ti prvi koraki pomembni in nam na tej poti pomagajo. Pa bi danes v tem procesu kaj spremenili? Je bil mogoče kakšen korak, ki se je izkazal za korak v slepo ulico, ali pa ste dobili kakšen tak rezultat, ki ga niste pričakovali? Seveda, na tej poti je zelo veliko raznovrstnih spoznanj bilo. Če bi se zdaj vprašala, katero je tista zadeva, ki bi jo morda izpustili, napravili drugače, težko rečem, ker verjamem, da mora vsak sam prehoditi svojo pot in se iz lastnih izkušenj spoznanj učiti.
biti, pa vendarle, kot zagnana profesorica slovenščine in nemščine, sem seveda v podpori takratnega ravnatelja, gospoda Aškrca, ki je nekako pripravljal pot, da smo mi danes nekako vzpostavili ta standard našega delovanja, in me je vedno miril, hotela sem preveč naenkrat, želela sem si preveč naenkrat, manjša skupina ljudi si je želela veliko, potem pa seveda smo ugotovili, da je nekako glavna zadeva, da seveda postopne, majhne korake počnemo, da ne obupamo takrat, ko morda bi zmanjkalo energije, da smo si mogoče zadali preveč, da gre tu res danes, lahko rečem, za nek sistem nenehnih izboljšav in da seveda moramo biti pazljivi, da ni vsega preveč. Ker če je preveč, potem je to lahko ravno obraten učinek in citiram vedno, mislim, da gospoda Malija z Centra Republike za poklicno izobraževanje, on je dejal, kakovostjo je tako kot z vinom, od preveč boli glava. In zato mora biti tu ena prava mera v smislu, da nam to, kar počnemo, pri delu pomaga. Da ne počnemo stvari samo zato, ker smo jih zakonsko dolžni, seveda smo dolžni stvari početi, ne zato, ker bi to bila mogoče modna muha, ampak zato, da bo na daljši rok večje zadovoljstvo različnih deležnikov, da bomo upravičili pričakovanja različnih deležnikov, ki so vključeni v proces vzgoje in izobraževanja. To morda najbolj, da smo preveč hoteli, pa tudi morda še to, mi smo v enem segmentu, v enem delu veliko spraševali dijake, veste, veliko, kar precejšnje število ukrepov skupaj z njimi implementirali v našo prakso, pa smo bili že zadovoljni, potem se je pa naenkrat izkazalo, ko smo ponovno merili, se pravi šolsko klimo, te rezultate, se je izkazalo, da so rezultati bili po naših pričakovanjih slabši, kot smo mi pričakovali. In potem seveda malenkost je padla motivacija, hkrati pa tudi spoznanje, da s tem, ko vključuješ različne deležnike, dijake v proces, v evalvacijo, da seveda so tudi oni postali bolj kritični in hkrati tudi spoznanje, da je mnenje dijakov ena izmed pomembnih stvari, ki gradi tisto pravo sliko o našem delovanju, da potem še vprašamo starše, da vprašamo delodajalce, da vprašamo zaposlene in da dobimo nekako celovito sliko, da morda ne jemljemo tega, malo osebno smo takrat vzeli v vseh teh naših prizadevanjih. Torej ne le, da so lahko ovira prevelika pričakovanja in to, da želimo veliko v čim krajšem času, najbrž je pomemben tudi ta korak, da je treba vključiti vse deležnike v tem šolskem procesu. Vi ste že omenili dijake, njihove starše, tudi delodajalce, najbrž pa je vseeno nekaka osnova, pa da je vključenih v ta proces evalvacije tudi veliko ali pa skoraj vsi, profesori, profesorski zbor na šoli. Tako, zdaj prva stvar, se veste, ko govorimo nasploh o nekem sistemu, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, moramo vsi vedeti, kam želimo iti. To je prva stvar. Moramo imeti jasno vizijo. Ker če nimamo jasne vizije, so potem vsa ta prizadevanja nekako oteženo nam je delo. In tako. In seveda tudi, mogoče tudi eno spoznanje tekom našega tudi ustvarjanja vizije, da smo imeli v izhodišču vizijo, ki je bila krasna na papirju, ampak jaz recimo, ki sem se takrat kot vodja kakovosti ukvarjala s kakovostjo, morda več kot pa kdorkoli drug, sem se morala zelo potruditi, da sem to vizijo tudi poznala, da sem jo znala povedati. In potem smo z leti rekli, ne, vizija mora biti takšna, da jo bomo vedno vsi poznali. Učitelji, tudi dijaki, to je najpomembnejše. Učitelji, dijaki, v redu, seveda potem tudi ostali. In tu je ključno, da smo seveda tudi v proces nastajanja vizije šole, poslanstva, vrednot vključili učiteljski zbor. In pri nas je učiteljski zbor vključen od samih začetkov, seveda pa na tej poti ni bilo, a veste, vedno tako, da bi bile stvari že kar same od sebe postavljene po timih, da bi mi sodelovali, je bilo potrebno to sodelovalno kulturo še nekoliko utrditi, zgraditi in seveda ključno je, da vodstvo vidi smisel v tem delovanju. Sama moram reči, da si ne znam predstavljati, kako bi opravljala vodenje šole brez vsega znanja in spoznanj, ki sem jih pridobila sodelovanjem v različnih projektih na področju celovitega vodenja kakovosti. In če so učitelji
za stvar, če vidimo smisel v našem delovanju, potem je vse dosti lažje. Seveda pa vključujemo tudi dijake, tudi starše in delodajalce. In tudi postopno izgrajujemo to sodelovanje in ga utrjujemo. Na vsaki šoli delujejo formalni timi, če tako rečemo, ki so povezani ali šolskimi programi ali predmeti na šoli. Na vaši šoli pa še deluje 9 neformalnih timov. Sestavljeni so iz profesorjev iz različnih programov. Zakaj ste se odločili za to, da ste jih naredili in katera področja pokrivajo? Pa kako mogoče tudi delujejo konkretno, če lahko poveste? Ja, seveda vse šole imamo strokovne organe, znotraj katerih delujemo. Strokovni aktivi so ponavadi tisti nosilci, ki se za določeno strokovno področje se podrobneje, opredeljujejo prioritetne naloge, specifične stalne naloge. No in seveda vse to pri nas tudi teče. Imamo jasno, da vse te organe, tako kot tudi druge šole. Potem pa smo mi rekli, želimo nekaj več. In seveda je nekako padla ideja, oziroma smo rekli, mi moramo napraviti neke time, ki bodo heterogeni, se pravi, ker strokovni, tam vemo, da so učitelji stroke. Super pa je, da ko mi neke izboljšave počnemo, da so te skupine, ti timi čim bolj heterogeni. In potem smo se mi, veste, skozi našo zgodovino delovanja v izhodišču zelo veliko ukvarjali šolsko klimo in pa kulturo. Rekli smo namreč že leta 2007, da so odnosi tisti temelj, na katerih mi lahko kakovost sploh gradimo. In smo se, seveda ta tim, a veste, je v izhodišču bil edini zelo delujoč, ki je bil heterogen. Imeli smo takrat še tim za kakovost in potem se je pokazalo, da ko smo neke napredke sami zaznali, da bi bilo pa super širiti, oziroma ne super, da je nuja, da mi prenesemo tak način delovanja ne samo na eno področje šole, ampak na celotno področje našega delovanja. In seveda zopet spoznanja raznih projektov, literatura strokovna, tudi seveda pomoč našega Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, z njimi smo veliko sodelovali, smo nekako si mi kot šola sami iz obstoječega gradiva, smo rekli, napravili bomo 9 oziroma 8 strateških področji in napravili bomo 8 timov, potem se eni delijo, in bomo tako pokrili celotno delovanje šole. Namreč mi se ne moremo ukvarjati zdaj 5 let samo z vzgojo, samo z odnosi. Videli smo, da smo določen standard dosegli, rekli smo, vzgoja je ves čas prisotna, zdaj pa se moramo lotiti še drugih področji. In tako so torej nastala naša področja. Odlično delovanje šole je eno strateško področje, potem je strateško področje tudi načrtovanje poučevanja, kjer se osredotočamo na raziskavo in razvoj kurikula, pa učenje in poučevanje. To področje smo razdelili na 2 dela, na dosežke dijakov in pa na razvoj učnega okolja. Potem imamo poseben tim za svetovanje in podporo dijakov, namreč imamo zelo veliko dijakov za odločbo o usmeritvi. V tem šolskem letu mislim, da trenutno 113 in je potrebno načrtno seveda pristopiti tudi k temu delu, da se učitelje opolnomoči, izobrazi, se jim pomaga seveda pri delu s temi otroki in zelo ponosna sem, da smo pri nas med temi dijaki, ki imajo posebne potrebe, začeli načrtno iskati tudi njihove močne točke, tako da danes govorimo o dvojno izjemnih dijakov in jih prepoznavamo vsako leto več. Potem je tu sodelovanje s podjetji in širšim okoljem, pa eno izmed področji šolska klima in kultura, ki je nekako osrednje bilo v izhodišču, in seveda profesionalni razvoj strokovnih delavcev, ki je seveda ključen, vse se vrti okoli učiteljev, šola raste in pade z učiteljem, zato so učitelji res ključni pri celotni tej naši zgodbi vodenja kakovosti in potem še en tim, ki je usmerjen v vodenje šole, voditeljstvo.
S temi strateškimi načeli in tudi timi nekako pokrivate vse te tri močna področja v zagotavljanju in ugotavljanju nekakovosti v šolskem prostoru. Torej na eni strani učni dosežki učencev, na drugi strani varno in spodbudno okolje, po tretji pa to profesionalno učenje in delovanje tudi učiteljev. Tako. Ste lahko mogoče v kakšnem primeru konkretni, do kakšnih rešitev, predlogov je na primer prišla kakšna od teh skupin in kako ste to implementirali potem v vaš vsakdan na šoli, kaj so od tega potem imeli dijaki, učitelji, cela šola? Ja, bom se kar dotaknila, se pravi, tega vzgojnega dela, zato ker ta vzgojni del nas vse zadeva. V vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli, včasih srednji šoli, mogoče kdo učita, da smo srednje šole ene velike tovarne brezčutnega znanja, kjer so dijaki samo številke, mi se trudimo, da temu ni tako. In tu bi morda eno zgodbo vseeno predstavila, ki je razvojna in seveda, ki rodi določene sadove in hkrati nam postavlja nove izzive. To je ta vzgojni del. No, mi smo, kot sem že dejala, leta 2007 začeli načrtno se nekako ugotavljati, kje smo na področju medosebnih odnosov, dobrega počutja, smo rekli, da je to temelj, mi želimo na tem delati. No in potem so se stvari skozi tok, seveda, z različnimi ukrepi, ki smo jih skupaj z dijaki in tudi z učitelji pripravljali, so se širile in tako je prišla ideja 2012 o tem, da bi mi napravili kodeks sožitja. In ta kodeks sožitja smo pripravljali celo leto. Celo leto je bilo posvečeno samo temu, da mi pripravimo ta naš kodeks sožitja, ki vsebuje 10 zlatih pravil, tistih nenapisanih pravil, ki še vedno veljajo in ki upam, da nikoli ne bodo šla v pozabo. In seveda potem smo rekli, v redu, zdaj imamo kodeks sožitja, kaj bomo pa zdaj naredili? Zdaj pa je treba videti, ali je kakšen smisel tega kodeksa sožitja, pa smo rekli, bomo napravili za dijake tudi projektne dni v prvem letniku, 2 projektna dneva zdaj imamo, kjer na primer dijaki spoznavajo ta kodeks sožitja, spoznavajo novo okolje, spoznavajo vsa ta pravila, potem prejmejo po 2 dneh tudi certifikat fazanček, namreč se vemo, da kakovost se nekako okrona z nekim certifikatom, ampak smo rekli, to je super fino, dajmo še zadevo nekako še nadgraditi in potem smo rekli, ja, mi moramo, ali pa si želimo, mi moramo, da dijaki čutijo to pripadnost, da čutijo, da je to del našega vsakdana. In smo rekli, ja, bomo mi na naši prireditvi, ki jo imamo vsako leto za celotno šolo, motivacijska prireditev v začetku septembra, se bodo oddelčni predsedniki tudi zavezali slavnostnim podpisom, da bodo seveda oddelki ta kodeks sožitja upoštevali. In tako smo mi to zgodbo gradili, razvijali, potem pa je prišla, se veste, ta naša nesrečna korona in pa zdaj ta silovit, bomo rekli, razpon v tehnologije, najrazličnejše umetne inteligence. In potem so seveda naši dijaki tudi zelo ustvarjalni, tudi ko je potrebno kakšen filmček narediti, a veste, kjer tudi ravnateljica glavno vlogo opravi v različnih dogodkih. No in potem smo seveda mi rekli, zdaj pa se bomo mi osredotočili res nekako iz tega kodeksa, iz te vzgoje, ne bomo pozabili tudi na duševno zdravje, ne bomo pozabili na varno okolje. Mi vemo, da je varnost danes ni samoumevna, da moramo šole temu, se pravi, delu veliko pozornosti namenjati. In tako smo mi, na primer, s telefoni, ne samo, da smo spremenili šolska pravila in prepovedali telefone pri pouku pred leti, smo seveda skupaj z dijaki tudi napravili eno tako osveščanje, da so dijaki vedeli, da zdaj pa je konec s tem, da jih to omejuje, se z njimi pogovarjali, jih vključevali. In tako mi razvijamo in potem smo učitelji videli, ker smo vsi imeli skupen cilj, da smo zelo hitro dosegli rezultate. Potem pa smo malo popustili, pa je bilo spet drugače. Tako da se zdaj nenehno nekako, zdaj smo si postavili to doslednost, spoštovanje dogovorov je eden izmed tudi naših zlatih pravil, tisto, kar se dogovorimo, tako da nekako iz tega našega kodeksa, a veste, izhajamo in potem tudi spremljamo, kako nam uspeva zagotavljati varno okolje, spodbudno, inovativno
inovativno in tu smo nekih rezultatov veseli. Seveda pa je ta čas, v katerem živimo, zelo zahteven za učitelje, zelo zahteven nasploh, saj vemo, da v družbi, in zato moramo res poskrbeti šole, ne, da v tem dinamičnem času vendarle šola ima neko stanovitnost, ker šole potrebujemo za svoje delovanje, neko stanovitnost, neko jasno pot, in mogoče je to en primer, kako se tega vzgojnega dela lotevamo. Seveda, a veste, pri nas se vedno znova rojevajo nove ideje, novi predlogi in tako razvijamo to idejo kodeksa, ki je bila postavljena nekje leta 2012-13. Ne smete zaspati. Nikakor. Pa bom vseeno še vprašala, ne? So profesorji rade volje vstopili v te skupine neformalnih timov, ali pa ste na začetku se soočali mogoče tudi s tem, da za te stvari ni bilo pretiranega interesa v učiteljskem zboru? Veste, to je bila najbrž neka dodatna obveznost. Zagotovo, to je dodatna obveznost, danes je več ne jemljemo kot dodatno obveznost. Seveda pa, veste, brez napora ni ničesar v življenju. In ker smo mi takrat začeli leta 2005-2007 intenzivneje, ne, z enim timom, a veste, in jaz vedno verjamem, da zgledi vlečejo. Tisto, kar je mus, vemo, kaj je mus v življenju, samo umreti, čisto nič drugega. Ne? In zato mus, te besede jaz nekako ne želim uporabljati, se pa trudim z lastnim zgledom vplivati, in tako je bilo tudi takrat, leta 2007. Skupina učiteljev nas je bila, veste, tistih, ki smo si želeli, ki smo morda malo več tudi hoteli, in se dobro spomnim, kako se je ta tim širil, ker smo povabili k sodelovanju sodelavce in je to bil pogovor, in takrat se je tudi pokazala, veste, ta nekako potreba po tem, da imajo učitelji možnost debatirati, se pogovarjati, ker ko imamo mi učiteljsko konferenco, se mi o tem ne pogovarjamo, ker govorimo o 75-članskem učiteljskem zboru, domicilnih učiteljev, in tu debat ni. In tako se je, veste, vse skupaj širilo, potem pa smo prišli v enem obdobju, veste, v eno tako vakuum, nismo vedeli, kako naprej. Ne? Pa smo te time napravili, pa vem, da takrat smo učitelje kar nekako določili, to bi zagotovo danes drugače naredimo, ne, da ko je učitelj novo zaposleni, ga jaz vedno v teh uvodnih urah, ki jih pač nekako tudi preživimo skupaj, povprašam potem, kje bi želel, kje bi se videl, nekako, ne, kje bi bil lahko njegov doprinos največji. Tako da, veste, nekako je to šlo, malo je bilo vakuma, potem se je pa stvar nekako kar zgodila, ni se zgodila, načrtno je vse skupaj bilo, ampak nič na silo. Jaz lahko rečem, da zdaj 8 let, pa ti timi živijo. Pa so vsi profesorji učitelji vključeni, to pomeni, poglejte, ampak to, kar pravim, učitelji imajo zelo veliko nalog, zelo zahtevno je biti danes učitelj, in zato mora biti tudi delo učitelja nekako predvidljivo. In to, kar govorim, je ta sistematičnost. Mi smo in pa neko načrtno delovanje. Mi danes vemo, celoten učiteljski zbor ve, da prvi torek v mesecu imamo mi dolgi torek in da je ta torek namenjen za našo infotočko, ki je enkrat usmerjena v time, drugič v strokovne aktive, tretjič v puze, programske učiteljske zbore, v učiteljsko konferenco vsak mesec, se pravi govorilne ure in razna usklajevanja. In mi seveda te time, če bi zdaj rekla konkretno za te time, se mi sestanemo 3 do 4 na leto, ampak ne več kot 1 uro. Zato, da je seveda debata, da ima vsak od učiteljev možnost prispevati svoj delež, da svoje poglede izrazi, potem pa zagotovo vodi tima, pa skupaj širšim timom, pa potem postavimo, ne, na osnovi tega tudi neke prioritete. Tako da vsi učitelji so v teh timih in danes se o tem nekako ne sprašujemo več, zato ker smo videli, da je to velika dodana vrednost šole, da pa seveda zahteva določen napor. Kako pomembni so v tem procesu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti pa transparentnost, zaupanje, spoštovanje v kolektivu, pa tudi prepoznavanje močnih področij zaposlenih? Ja, jaz sem zdaj, kot sem že rekla, ravnateljica 8 leto in ko sem pripravljala program, ne, ki ga pač moraš imeti ob predstavitvi, sem obakrat poudarila, da bom vodila šolo z lastnim zgledom.
prvič niti morda nisem vedela, kaj sem si postavila, zdaj drugič sem kljub temu, da sem si postavila sebi osebno kar odgovorno nalogo, se pravi voditi šolo z lastnim zgledom, ampak sem pri tem ostala in tudi nekako vztrajam. Vedno pravim, in to sodelavcem tudi večkrat povem, zato ker si premalokrat povemo, da neke stvari dobro opravimo, da smo ponosni na koga, in jaz moram reči, da sem res ponosna na svoje sodelavce. Veste, mene nikoli ni v narekovaju strah nobene naloge, nobenega izziva, ki nam ga postavlja kdorkoli, ne? Zato, ker vem, da imam sodelavce, s katerimi bomo skupaj našli prave in optimalne rešitve. In zato je res zelo pomembna odprta komunikacija, spoštljiva komunikacija. Zdaj le ravno opravljam letne razgovore, pa mi kdo reče, veste, od starejših kolegov, pa kaj moraš ti vsako leto delati te letne razgovore, saj se pa vendarle poznamo. Pravim, seveda se poznamo, ampak to je čas, ki ga namenite vi sebi, napravite en premislek o svojem delu, kaj bi si želeli, vas morda kaj moti, bi želeli na kaj opozoriti, in tudi jaz lahko kdaj kakšno stvar spregledam, nikoli namenoma, in je prav, da se me o tem tudi nekako, se mi to sporoči, zato moji sodelavci to vedo in sem res jim hvaležna, da se tudi tako pripravijo na te letne razgovore in en kup enih novih idej dobimo tukaj, in tu se mi zdi res zelo pomembno, transparentno delovanje, vsako konferenco predstavim, kaj je kdo počel, res skrbim za to, da ne bi nihče ostal spregledan in da seveda sploh novo zaposleni učitelji, da dobijo ustrezno podporo. Jaz zdaj pravim, mi ne govorimo o letih, ne, da je kdo star pa mlad, pa rečemo, da združujemo modrost in mladost. In to je zdaj tudi naš projekt, da združujemo modrost in mladost, da nekako prepoznavamo močna področja, to se ne zgodi v enem letu, se zgodi v parih letih, da potem res tisto, za kar je nekdo res poklican ali pa dober, da potem to razvija. Seveda pa moramo vsi početi stvari tudi, ki jih moramo, ne, ker vemo, da so robni pogoji takšni, ampak zelo pomembno je ravno to, da lahko učitelji razvijajo svoje ideje, da jim jaz nudim podporo in da so moja vrata vedno odprta, tako za učitelje kot tudi za dijake in starše. Vi kakovost iščete prek vaših razvojnih načrtov, sestankov, torej tudi neformalnih timov, ki sva jih omenili, ampak hkrati pa za oceno, za razmišljanje, izkušnje vprašate tudi dijake in ni vas strah tudi ocene profesorskega zbora, ne? Sodelujete z zunanjim izvajalcem, ki na 2 leti ugotavlja organizacijsko klimo na šoli. Zakaj se vam zdi pomembno tudi, kaj menijo dijaki in kaj menijo učiteljski zbor o vzdušju na šoli? To so ključne stvari. Saj veste, ljudje imamo pač vsak dela po svojih najboljših močeh. Ampak seveda si moramo postaviti ogledalo, ker nas drugi pa morda vidijo malenkost drugače in da je slika objektivna, je seveda pametno, da vprašamo nekoga, kako vidi moje delo, moj odnos. Tu včasih so pomisleki morda pri učiteljih, a zdaj bodo pa dijaki ocenjevali mojo strokovnost, nikakor. Moramo biti zelo pazljivi pri teh vprašalnikih, ki jih postavljamo, zato ker vemo, kaj lahko dijaki povedo o strokovnosti kot taki. Vemo, da težko sodijo oziroma ne morejo soditi, ne? Tudi pri starših. O tem ne sprašujemo pa lahko o počutju, lahko o odnosu, o tem, kako učitelj razloži, je snov razumljiva, ne? Skratka, o nekih njihovih videnjih. Seveda pa, ker vedno pravim, da sem jaz tisti prvi zgled, seveda in je pri nas tudi na šolskem centru takšna nekako že ustaljena praksa, da vsaki 2 leti na vseh šolah šolskega centra ravnatelji, vodstvo šole, torej dobimo zunanjega izvajalca, ki pripravi, izvede anketiranje med zaposlenimi. Gre za prostovoljno anketiranje. Letos smo imeli, oziroma oktobra smo imeli ponovno to anketiranje. Je sodelovalo več kot 90% mojih sodelavcev in jim tudi jih prosim, da sodelujejo v tem anketiranju, ker je njihovo mnenje mi pomembno. In vedno jaz lahko tu najdem kakšno izboljšavo tudi zase, a veste, ker vem, da tudi jaz lahko kakšno stvar izboljšam in zato mi je njihovo mnenje zelo pomembno. In s tem dajem tudi zgled, da
se ne bojimo vprašati tudi dijakov, se pravi o tem, kako nas doživljajo, kako pač nekako bolj po tem odnosu. In rezultati so zame tudi spodbuda za nadaljne delo, hkrati pa tudi priložnost, da vsakič lahko kakšno stvar popravim. Učitelji naši sodelujejo tudi v evalvacijah, ki EPOS, to je elektronsko podprta samoevalvacija, ampak veste, pri nas nič ni prisila in tudi vsi ne sodelujejo. Ne delamo si utopije, da bi zdaj vsi, a veste, pa vedno, ko ravnateljica reče eno zadevo, pa vsi bili navdušeni in vsi kar tako iztekli. Ne govorimo o tem, ampak vendarle govorimo o neki kontinuiteti. Tam nekje 70% naših učiteljev pa se vsakič odloči za recimo to evalviranje, kjer lahko dobimo tudi oziroma dobimo primerljive rezultate na ravni države, da se malenkost lahko primerjaš, kje si, je super povratna informacija, ampak tudi to anketiranje je na 2 leti, tako da ni nič narobe, če kdaj kdo preceni, da pa ne bi v katerem anketiranju sodeloval. Seveda pa vsako leto vprašamo dijake zaključnih letnikov, v kolikšni meri smo uspeli njihova pričakovanja tudi upravičiti, in to resno vzamemo in dijaki tudi vidijo, da je njihovo mnenje slišano, in potem tudi sprejmemo kakšne morebitne ukrepe. Čisto konkretno, nas so dijaki enkrat opozorili pri stroki, da določene vsebine bi si želeli več, in je stvar res bila taka, da v kurikulu, se pravi v učnem načrtu, ni bilo te snovi, da šele zdajšnjo prenovo prehaja ta snov, ampak mi smo seveda takoj, sem rekla, razmislite učitelji, koliko je teže zdaj. Jaz ne poznam stroke, učiteljem zaupam, a veste, moji učitelji so inženirji, jaz sem seveda profesorica slovenščine in nemščine, jim zaupam, in takrat so rekli, ja, dijaki imajo prav, bomo mi takoj naredili takoj malenkostno korekcijo in smo lahko, na primer, naredili boljši proces. Tako da ja, imamo sistem zapeljan, te rezultate potem tudi anketo obdelamo, jih predstavimo in potem tudi iščemo seveda izboljšave. Tu moramo namreč paziti, da se ne bi utapljali v teh anketah, v teh rezultatih, in da potem pride tudi do izboljšav in tudi do merjanja napredka. Proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na šolah je po vašem mnenju torej pomemben del delovanja šol, in seveda se v določeni meri vse šole že ukvarjajo s tem, pa vendar za konec najinega pogovora še vprašanje, kako zagotoviti, da te zapisane besede, cilji, strategije, predlogi, vizija ne ostanejo le na papirju, temveč se uresničijo v praksi, v razredih, na hodnikih šol. Torej, če se vrneva nekako na začetek, da ne gre le za sistemsko prisilo, ki se jo formalno odkljuka, nekam zabeleži, ampak da res pride do učinka potem v vsakdanu neke šole. Ja, se pravi, tu gre res za proces. In to je prva stvar. Moramo vedeti, da gre za proces, da rezultatov ne dosežemo čez noč, da moramo biti potrpežljivi in da so majhni koraki, načrtni koraki tisti, ki bodo zagotovili tudi neke izboljšave. In da zelo preprosto, veste, videti moramo smisel v tem. Jaz bom rekla, da sem hvaležna za vso podporo, ki smo jo dobili, veste, se pravi strani naših podpornih inštitucij, raznovrstnih projektov, to potrebujemo. Ampak šole morajo vse ta spoznanja nekako graditi na svoji kulturi, ki jo imajo. Veste, ker če ne verjamemo v nekaj, najprej moramo verjeti zakaj. Moramo vedeti zakaj, osmisliti neke stvari in potem je vse dosti lažje. In da ko govorimo o sistemu kakovosti, tu ne gre za to, da bi nekdo ocenjeval delo posameznika. Tu so tudi pomisleki, strahovi. Zdaj bo pa neka skupina se našla, ki bo ocenjevala moje delo. In primerjala z drugimi šolami, učitelji. Ne gre za to. Gre za to, tista prava pot je vedno, da vsak posameznik pri sebi si nastavi ogledalo in sprejme neko izboljšavo. Na ravni šole, ker govorimo pa o sistemu, pa seveda neka skupna prizadevanja postavimo v nek tir, in če bomo vsi imeli neko prioritetno področje in vsi stremeli k temu, da bomo dosegli tudi tisti cilj, ki smo si ga postavili, potem lahko kvečemo vsi samo pridobimo in zelo malo izgubimo. Tako da biti potrpežljiv in kakovost je
timsko delo, kakovost je odgovornost vseh, ne samo vodstva, se pravi vseh učiteljev, tudi dijakov, brez njih seveda ni tudi staršev, tudi delodajalcev, in kakovost je v bistvu timsko delo. Pa je težko najti smisel, za katerim bi stali vsi, ker vsi si lahko kakovost, smisel razlagajo po svoje, ne? Poglejte, seveda različno vidimo kakovost, ampak vseeno imamo na ravni države, imamo 10 oziroma 11 nacionalnih kazalnikov kakovosti, ki nam pa pomagajo pri delu. In ko smo mi vrednotili, kako uspešni smo bili v zadnjem razvojnem obdobju, mi smo zdaj že 4. razvojni načrt napravili, naredimo ga za 5 let, zato ker je to res delo, ki zahteva celoletno pripravo delo, če želimo, da so vključeni učitelji, dijaki, pa tudi starši in delodajalci. In zato pripravimo na 5 let in seveda rezultati so, mi smo zadovoljni, ti kazalniki nekako nam kažejo pa tudi priložnosti za izboljšavo. In seveda imamo še veliko priložnosti za izboljšavo. Zdaj se bomo pač ukvarjali s tem, kako ta standard, ki smo ga skozi leta nekako dosegli, zadržati, in velikokrat se zgodi, da ravno ko dosežeš nek standard, se začneš vračati nazaj k osnovam, k začetkom, k tistim najbolj preprostim stvarem, in govorim o vrednotah, na katere ne smemo nikoli pozabiti. Ja, dela nikoli ni zmanjka, ne? In možnosti za izboljšave. Simona Črep, ravnateljica Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije iz Šolskega centra Celje. Najlepša hvala za pogovor in naj bo vaše delo še naprej uspešno in kakovostno. Hvala lepa in seveda vse dobro in kar brez strahu apel na vse, ki danes poslušajo tale najin pogovor, da se splača.